Spoštovani, stopili smo v advent in spet smo na začetku liturgičnega leta. Čas se začne znova. Zgodovina obrne nov list. Starodavne prerokbe dobijo nov pomen. Človek se znova odloča za Boga. Beseda advent izvira iz latinske besede in pomeni prihod, začetek, hrepenenje, pričakovanje. To pomeni, da prihaja nekaj izjemnega. Je kot prijeten zvok, ki se bliža iz daljave. Je kot čakanje ljubljene osebe na letališču. Je kot trenutek, preden vzide sonce izza obzorja. To pomeni, da prihaja nekaj čudovitega. Advent je čas čakanja. Ko sem bil otrok, se mi je zdelo, da čakanje traja večno, sploh čakanje na božična darila, rojstni dan pa, kot da ne bo nikoli prišel. Za sodobne ljudi 21. stoletja je postalo čakanje boleče, ker zgubljamo potrpežljivost in pozornost. Vsakih par sekund mora slediti sprememba, da zadovolji požrešno srce in otopelo vest. Ustvarili smo potrošniško družbo izdelkov za enkratno uporabo. Tehnološka hitrost nam omogoča dostop do skoraj vsega, kar si zaželimo, in to v hipu. Težko počakamo 10 sekund, da se spletna stran naloži. Neučakani in nestrpni smo, toda zdajšnja svetovna epidemija je postala lekcija iz čakanja. Čakali smo na izum cepiva, zaščitne maske, respiratorje. Čakamo na rezultate testov glede covida. Čakamo na prazno posteljo v bolnišnici. Čakamo konec karantene, izolacije, omejenega gibanja in druženja. Čakamo konec epidemije in splošne svetovne krize. Morda smo zdaj pripravljeni čakati bolj kot kdajkoli prej, kajti čakanje je Božji način delovanja. Najtežje je počakati na Boga, ko čakamo, da nam razloži, zakaj je zaradi covida umrl naš družinski član, zakaj nam je razpadla zakonska zveza, zakaj so šli otroci svojo pot, zakaj ne najdemo zaposlitve, tolažbe, sreče, miru, zadovoljstva. Vsako čakanje je vidni znak, da živimo v padlem svetu, da ni vse tako, kot bi moralo biti. Kajti, če bi bilo vse po naši želji, nam ne bi bilo treba čakati. Čas čakanja nas oblikuje. Paziti moramo, da med čakanjem ne postanemo zagrenjeni in pasivni. Čakanje lahko postane izgovor, da ne naredimo ničesar. Dobra novica je, da takrat, ko čakamo, Bog dela za nas, tudi če tega ne opazimo in ne razumemo. Vsa zgodovina Božjega ljudstva je bila in je čakanje. Tudi advent je čas čakanja. Opominja nas, da Bog deluje med čakanjem. Kristijani ne čakamo v prazno, brez upanja, ampak v veri, zato naše čakanje ni nesmiselno. Izaija, veliki prerok adventnega časa, je oznanil veselo novico. Tisti pa, ki čakajo na Gospoda, obnavljajo svojo moč, vzdigujejo trup kakor orli, tekajo, pa ne opešajo, hodijo, pa ne omagajo. Za letošnje obhajanje adventa je bolj kot kdajkoli prej potrebno veselje, navzlic nenehnim novicam o globalnih napetostih in negotovosti. Od vseh informacij smo že utrujeni. Poskrbeti moramo, da sredi mračnega časa Bog ne bi postal neopažen. Zakaj bi izgubljali čas s pritoževanjem nad nočjo, ko nas vendar čaka luč dneva? Zato prižgimo svečo,
na adventnem vencu svojega srca. Advent pomeni, da je Bog prišel k nam, da bi bil z nami in za nas. Advent nas pomirja, da Bog ni zapustil našega zlomljenega sveta, zato ne zapadimo v obup. Advent je čas Božje bližine in naše čuječnosti. Ne dovolimo, da nas predbožična naglica, vrvež in tempo spravijo v tesnobo in stres, kot še eno izčrpano žrtev potrošniške dobe. Bog se nam želi približati tako, da se ne vsiljuje. Zato naj bo naša adventna molitev: Pridi, Gospod Jezus. Advent nas opominja, da je Jezus prišel med nas na prvi božič in bo spet prišel po nas ob koncu časa. Advent prebuja našo pozornost in nam ponuja priložnost, da pripravimo svoje srce za Boga in svojega bližnjega. Obstajajo trije Gospodovi prihodi. Tretji je neviden, medtem ko sta prvi in zadnji prihod vidna. Ob prvem prihodu je bil Gospod viden na zemlji, ko je živel med ljudmi in smo ga križali. Ob zadnjem prihodu pa bo vse človeštvo videlo Božje odrešenje sveta v moči in slavi. Vmesni Gospodov prihod je skrit in se dogaja globoko v srcih kristjanov. Prvi se je zgodil v preteklosti, pred 2000 letjema, zadnji pa se bo zgodil ob koncu časa. Vendar Gospod stalno prihaja v sedanjem trenutku, kajti zdaj je dan odrešenja. Kdor zamudi ta prihod, lahko zamudi tudi zadnji Gospodov prihod. Evangelij, ki je vesela in dobra novica, nas tolaži, da se Bog nikoli ne naveliča odpuščati. Mi smo tisti, ki se naveličamo prositi njegovo milost.